V nedeljo je mednarodni dan boja proti AIDS-u. AIDS je angleška kratica za Acquired Immune Deficiency Syndrome ali slovenskimi besedami sindrom pridobljene imunske pomanjkljivosti. AIDS povzroča virus HIV, ki je videti takole. V človeškem telesu napada bele krvničke. Te so del imunskega sistema, ki nas varuje pred nalezljivimi boleznimi. Zaradi virusa imunski sistem tako oslabi, da lahko umremo, že zaradi drugače čisto nedolžne viroze. Zadnja stopnja okužbe z virusom HIV, ko se telo ne more več boriti proti okužbam, se imenuje AIDS. Virus HIV se prenaša z nezaščitenimi spolnimi odnosi ali prek stika s krvjo okužene osebe, ne moremo pa ga dobiti po zraku ali z dotikanjem. Zaradi AIDS-a na svetu trpi tudi veliko otrok. V tej vasi sredi Kenije živi skoraj 1000 otrok, za katere skrbijo predvsem njihove babice in dedki. Ti otroci nimajo staršev, umrli so jim, ker so zboleli za AIDS-om. To bolezen povzroča virus HIV, s katerim je okuženih kar 35 milijonov ljudi po vsem svetu. Največ, kar 70% okuženih je v Afriki. Virus HIV imajo tudi mnogi otroci, saj ga dobijo še pred rojstvom. Mnogo staršev umre, ko so otroci še zelo majhni. Če ti nimajo zdravstvene oskrbe, pa lahko kaj kmalu umrejo tudi sami. Tudi v tej vasi je na desetine otrok okuženih z virusom HIV. Da se AIDS ne razvije, pa morajo otroci jemati zdravila. Wengine walikuwa wagonjwa, niko na watoto wagonjwa, wanatumia madawa kwa sababu watoto wao walipasi kwa sababu ya ile ugonjwa ya HIV. Za zdaj učinkovitega zdravila za to bolezen še ni, obstajajo pa pripravki, ki ovirajo delovanje virusa HIV in tako okuženim omogočajo preživetje. V zadnjem desetletju se je tudi v Afriki občutno zmanjšalo število okuženih otrok. Organizacija Združenih narodov pa si prizadeva, da že čez 7 let AIDS-a na svetu ne bi bilo več in da bi ta razred obiskovali otroci, katerih starši bi bili živi in zdravi.